dober večer. Na zgodovinski dan, Bogu hvala, zgodil se je čudež. Kultura življenja je premagala kult smrti. Danes so zmagali bolniki, invalidi, upokojenci in zavrnjena je bila vladna, zdravstvena, pokojninska in socialna reforma, ki je temeljila na smrti. Tako da mi si želimo, da vlada to sporočilo razume in da ne bi nikoli več, ne ta, ne nobena naslednja vlada, kadarkoli prišla na misel, da bi bolnike silila v zastrupljanje. Vlada in država je tukaj zato, da pomaga, da vzpostavi pogoje, da bodo vsi ljudje, ki potrebujejo pomoč, to pomoč dobili, da bodo bolniki in invalidi deležni zdravstvene podpore, da bodo, če bodo imeli bolečine, imeli lajšanje bolečin, da se jim bo omogočilo okolje, ki jih bo sprejemalo, kjer bodo dobili vse tisto, kar človek, ki je v stiski, potrebuje. Tako da Slovenija je pokazala s tem eno veliko solidarnost in sočutje in jaz se zahvaljujem ob tej priložnosti vsem državljankam in državljanom, ki so šli na referendum in so glasovali proti. To je, še enkrat povem, velika zmaga solidarnosti in sočutja. Hkrati bi se pa rad zahvalil tudi vsem posameznikom, ki so v zadnjih tednih z neverjetno srčnostjo se vključili v kampanjo na družbenih omrežjih, po slovenskih mestih, krajih in vaseh. Zahvaljujem se vsem političnim strankam, ki so pristopile k referendumu in boju za bolnike, invalide in upokojence. Tudi njihova pomoč je bila pomembna. Zahvaljujem se vsem verskim skupnostim, ki so pomagale in še posebej, se pravi, zdravniki so pa tisti, ki so pa po mojem mnenju bili ključni za to zmago. Zdravniki se v Sloveniji po veliki krivici predstavljajo v zelo negativni luči, kljub temu, govorimo o medijih, kljub temu, da jih ljudje rabimo takrat, kadar smo v najhujših stiskah. In se mi zdi, da je ta rezultat na referendumu tudi eno veliko zaupanje do zdravnikov. Se pravi, ena velika hvaležnost in zaupanje do zdravnikov, ki nam pomagajo takrat, kadar nam je najtežje. Tako da jaz sem vesel tudi za zdravništvo v Sloveniji, da je po letih ukrepov, ki se sprejemajo v nespoštovanju do njih, se pravi nespoštovanje zdravništva, da je vendarle zdravništvo strani ljudstva dobilo pohvalo in priznanje na tem referendumu. Tako da jaz se zahvaljujem vsem zdravnicam in zdravnikom, medicinskim sestram in vsem zdravstvenem osebju, ki je po mojem mnenju res odločilno prispevalo. Moram tukaj še posebej poudariti, da so se tukaj pridružili ljudje vseh političnih usmeritev. Se pravi, to ne gre za zmago bolj desne sredine ali pa, bom rekel, desnosredinskih strank. Tukaj gre za zmago Slovenije. Se pravi, jaz sem trdno prepričan, da v tem rezultatu proti so združeni glasovi tako tistih, ki hodijo v cerkev in tistih, ki ne hodijo. Tukaj so združeni glasovi tudi muslimanov, pravoslavcev, judov, evangeličanov, vinkošnikov. In seveda tudi veliko ljudi, sem prepričan, ki voli leve politične stranke, ker so razumeli, da gre tukaj za stvar samo. Tudi med zdravniki se je tem prizadevanjem za bolnike, invalide in upokojence pridružilo veliko zdravnikov, ki sicer so bolj levo usmerjeni. Tako da bi želel, da bi bila ta zmaga na referendumu razumljena kot enotnost Slovenije v skrbi in solidarnosti za bolnike, invalide in upokojence. In mislim, da je to sporočilo, ki je pred temi lepimi adventnimi božičnimi prazniki še kako pomembno. Se pravi, jaz si želim, da bi zaradi te zmage na referendumu bolniki, invalidi in upokojenci in vsi mi sedaj lahko imeli lepe, mirne adventne in božične praznike in vsem voščim za začetek en lep, miren advent, ki se začne z naslednjo nedeljo.